Pozdravljeni. Danes si bomo ogledali, kakšno je razmerje sil znotraj posamezne ekipe. So se tako imenovani drugi vozniki kaj bolj približali onim prvim in ali so se v določenih ekipah celo porušila tista izjemno delikatna notranja ravnotežja. O tem in še marsičem drugim, kot običajno v naslednjih minutah. O tem, kako je pomembno imeti v ekipi prvega in drugega voznika, smo na kanalu Badger's Way govorili že kar nekajkrat. In danes si bomo ogledali, kakšna so razmerja znotraj posamezne ekipe na začetku sezone 2026. Za nami so trije dirkaški vikendi, kjer smo videli 3 dirke za veliko nagrado in ne smemo pozabiti na en sprint. Ogledali si bomo, kakšne so prednosti, ki jih ima posamezni voznik znotraj ekipe, tako na kvalifikacijah, kot tudi na dirki. In verjetno bomo ugotovili, da tisto, na kar smo bili vajeni lani, letos ne velja. A začeli bomo z McLarenom, kjer je treba poudariti, da pravzaprav nimamo dovolj podatkov. Oscar Piastri je sploh končal svojo prvo pravo dirko, ampak kljub vsemu lahko trdimo, da se Lando Norris s temi novimi bolidi ni znašel najbolje. Njegov zaostanek tako na kvalifikacijah kot na dirki bi lahko ocenili malce zaokroženo na približno 1/4 sekunde na krog v primerjavi s Piastrijem. In kolikor bo želel Lando Norris potrditi svoj status vodilnega voznika, bo moral takoj nekaj storiti. In tu bi lahko dejali že prvo presenečenje. Ampak drugo. Drugo je tisto, ki ga vidimo pri tovarniški ekipi Mercedesa, kjer je Andrea Kimi Antonelli na kvalifikacijah približno za 8 sekunde boljši od Russella, na sami dirki pa v ritmu kar za 17 sekunde. Kar strani tega mladega Italijana je precejšnje presenečenje. In George Russell bo podobno kot Lando Norris moral nekaj storiti. Drugače njegovega statusa prvega voznika pri tovarniški ekipi Mercedes že letos ne bo več. Kaj pa pri Red Bullu? Tu je situacija še posebej zanimiva. Namreč Izak Hadjar kot novinec v ekipi ima približno 8 stotink prednosti pred Maxom Verstappenom, podobno kot Andrea Kimi Antonelli pred Georgem Russellom. Na sami dirki je seveda Max Verstappen za okrog pol sekunde na krog boljši od Francoza. Ampak nedvomno moramo priznati nekaj. Izak Hadjar je boljši kot Tsunoda, Lawson in vsi njegovi predhodniki. Tu bo zanimivo videti, ali se bo Hadjar skozi sezono nekako razvijal in ali bo zmanjšal tisti zaostanek, ki ga ima predvsem med dirko za Verstappenom. In seveda med tistimi velikimi 4 ekipami nam sedaj manjka Ferrari. Leclerc je v povprečju na kvalifikacijah od Hamiltona boljši za 13 stotink sekunde. Na dirki lahko vidimo, da je Lewis Hamilton zopet za Charlesom Leclercem,
ampak njegov zaostanek na krog se je zmanjšal samo na 7 stotink. In to v primerjavi s tisto četrtino sekunde, ki smo jo videli lani, tako na kvalifikacijah kot na dirki, je veliko izboljšanje. Ampak tu moramo mi biti malce bolj natančni, malce bolj pozorni. Na prvih 3 dirkaških vikendih smo imeli 2 progi, ki sta izrazito všeč Lewisu Hamiltonu in istočasno nista pisani na kožo Charlesu Leclercu. In zopet bi lahko dejali, da moramo malce počakati. Že na veliki nagradi Miamija bomo lahko videli, ali Lewis Hamilton bo nazaj zdrsnil tam, kjer smo ga videli lani. Namreč na veliki nagradi Avstralije in veliki nagradi Kitajske je bil Hamilton dober, na veliki nagradi Japonske ne toliko. In treba, kot sem povedal, je počakati na še nekaj dirkaških vikendov, da bomo imeli pravi trend. Kaj pa pri ostalih? Pri Williamsu zadeva sploh ni jasna. Res njihov bolid ima previsoko maso, ampak na kvalifikacijah ima Sainz prednost več kot 3 desetink pred Albonom, na dirki je Albon približno za 15 stotink boljši. Tu bo treba počakati na razvoj bolida, da bomo sploh imeli kakšne prave oprijemljive številke. Pri ekipi Racing Bulls je zadeva zanimiva. Namreč Arvid Lindblad je boljši od Liama Lawsona. Na kvalifikacijah za približno 13 stotink, na dirki pa za 14 stotink na krog, torej nekje linearno. Sedaj vprašanje za nas navdušence. Ali je Lawson v krizi, ali je Lindblad res tako dober? Liam Lawson bo moral nekaj narediti. Da ga novinec v Formuli 1 tako prehiti, je znak, da je z njim nekaj močno narobe. Ampak videli bomo v nadaljevanju. Nato sledi Aston Martin, kjer je situacija verjetno jasna vsakemu navdušencu. Fernando Alonso je za več kot pol sekunde boljši v povprečju od Lensa Strolla na kvalifikacijah. Na dirki se ta prednost zniža na 12 stotink sekunde. Zopet smo v podobni situaciji kot pri Williamsu, kjer je treba počakati, da bodo najprej odpravili tehnične težave in potem bomo imeli neko pravo sliko, ampak vseeno mislim, da ni nobenega dvoma, tako ima Fernando Alonso malce več kvalitete kot sam Lance Stroll. Kaj pa pri ekipi Haas? Tu imamo izjemno zanimivo sliko. Esteban Ocon je za približno 9 stotink boljši od Oliverja Bermana na kvalifikacijah. Na dirki imamo čisto nasprotno sliko. Oliver Berman je boljši od Ocona za celih 22 stotink na krog. Vidi se to tudi po številu osvojenih točk, da ne bo pomote. In tu je zopet treba poudariti, da ukolikor želi Ocon nadaljevati svojo kariero v Formuli 1, bo moral dokaj hitro kaj narediti. Ne samo po tistem končnem rezultatu, ampak tudi kar se tiče samih številk. Podobna situacija je pri ekipi Audi, ker je Bortoleto tisti, ki je malce boljši na kvalifikacijah za 9 stotink, podobno kot Ocon pri Haasu, medtem ko Hülkenberg na dirki ima za 21 stotink sekunde boljši ritem, podobno kot Oliver Berman. Ampak tu je treba poudariti nekaj, da pri ekipi Audi imajo, podobno kot pri McLarenu, težave z zanesljivostjo.
Zato bi raje malce počakal, da bomo imeli kaj več pravih podatkov. Ampak zanimivo, kakšna podobnost je med ekipo Haas in ekipo Audi. Pri Alpinu smo dobili neko potrditev dejstva, o katerem govorim že kar nekaj prispevkov. Namreč Franco Colapinto, vsaj po mojem mnenju, ne sodi v Formulo 1. Pierre Gasly je boljši od njega, tako na kvalifikacijah kot na sami dirki, kar ni čudno. Ampak kakšna je njegova prednost? Gasly je boljši od Colapinta na kvalifikacijah za 71 stotink sekunde. In seveda na dirki za 78 stotink sekunde. Če malce zaokrožimo, Gasly je boljši od Colapinta za 3/4 sekunde. In seveda to je ogromno. In tudi največja razlika med moštvenima kolegoma na štartnem razporedu. Toliko o tem, da je ta toliko opevani Franco Colapinto bodoča zvezda Formule 1. Ostaja nam še Cadillac, kjer imamo Valtterija Bottasa in Sergija Pereza, kjer res sam bolid je takšen, da ne moremo pričakovati nekih revolucionarnih performansov, ampak na kvalifikacijah je Bottas boljši od Pereza za 24 stotink sekunde, medtem ko ima Perez na dirki prednost pred Bottasom za 18 stotink sekunde. Kar je po svoje razumljivo in logično. Bottas je že iz časov tovarniške ekipe Mercedesa pogostokrat kazal boljšo formo na kvalifikacijah, medtem ko je bil Perez tudi v dobrih vikendih pri Red Bullu boljši na dirkah. Tu zopet ne moremo govoriti o kakšnih realnih številkah, kajti pri Cadillacu je ogromno drugih problemov, dobili smo samo neko, recimo temu, zanimivo potrditev. A tako, to je razmerje sil med vozniki v začetku te sezone in zanimivo bo videti v nadaljevanju, ali se bodo zadeve tudi spremenile. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.